Kaj je zame ekumenizem? To je zelo lepo, pa tudi ne tako enostavno vprašanje. Ja, to je vse tisto, vsa razna pota, možnosti, načini, kako bi uresničili Jezusovo srčno željo in ravno zapoved, da bodo vsi eni, kako ti oče meni in jaz v tebi. To se pravi, da bomo učenci Jezusa Kristusa. To smo mi kristjani, to smo katoličani, to so evangeličani, to so pravoslavni, to so še nekatere druge skupnosti, to smo drugi glavni, da bi mi res, kar se da, uresničevali to medsebojno edinost, ki ne pomeni uniformiranost, ampak edinost v veri, v ljubezni, v medsebojnem sodelovanju, prijateljstvu, kjer žal v zgodovini, pa še danes tu in tam, ni vedno tako. In zato je Božji duh v vseh časih nekako gramil naša srca, da smo bolj ali manj vedno čutili to domotožje po tej popolnejši edinosti. No, za nas katoličane je bila velika spodbuda zadnji koncil. Letos bomo ravno obhajali leto vere, ob 50-letnici koncila in med imenitnimi odloki tega koncila, tudi odlok o ekumenizmu, ker je rečeno, ker so ta glavna načela in rečeno, da moramo biti mi katoliški verniki zelo, kar se pravi, tu aktivni na tem področju in tudi napraviti, če treba, prve korake in se oblikovati v pripravljenosti res sodelovati z našimi krščanskimi brati in sestrami, katoličani, evangeličani, pravoslavnimi, ko smo pač vsi med seboj res take iste vere, učenci Jezusa Kristusa, zgodovinski pregled nam to pove, kako se je to vse skupaj razvijalo, od tistega Jezusovega naročila, pojdite in učite se narode, koliki meri smo potem to uresničili. In tam je tudi rečeno v tem odloku, da je pa na tej poti zelo svetuje medsebojno spoznavanje, medsebojna srečanja, skupna molitev, sodelovanje na vseh ravneh in nekaj tega se hvala Bogu uresničuje in nekaj tega se tudi danes tukaj vidi.